Danes bomo verjetno zapustili Kapadokijo, tako da še zadnjič ostajamo za balone, da se jih naužijemo. Žal niso vzletali tle na tem koncu, ampak vseeno so pa kar blizu. Recimo eden je tlele direkt nad nami, pa se dol spušča. Tako da bo še en zanimivo jutro, pa naprej. Spet je bil čas za striženje in po 2 letih pa pol v redu striženja, dobrih frizur, vsakič boljše, se je zgodil nepredviden pripetljaj in zdaj moja frizura zgleda takole. Ker sva pozabila na začetku nastavek dati gor. Ponavadi ga jaz naštimam, Nastja tudi vedno preveri, če je gor. Danes ga pa niti jaz nisem naštimil, niti Nastja ni preverila, tako da bova imela zanimive slike naslednjih 2 tedna. Evo, zdaj pa zares zapuščamo Kapadokijo. Tukaj smo bili 15 dni in moram reči, da nam je bilo kar težko vsaj iz tega placa iti, ker je bil res lep. Ampak ja, se bomo vsaj zdaj lahko zjutraj naspali, ker ne bomo ostajali za balone. Gremo pa drugače zdaj skupaj z mojimi starši do enega podzemnega mesta, še ki je tle malo bolj južno od Kapadokije in je pa je kar zanimiv, tako da bomo videli, kakšen bo. Dernikuju je najstarejše podzemno mesto v Turčiji, saj je bilo zgrajeno že v času Bizantincev. Obsega kar 6 nadstropij, ki segajo 85 metrov pod zemljo. Vsako izmed njih se je lahko zaprlo z velikimi kamnitimi vrati, tako da so se lahko prebivalci v času bizantinsko-arabskih vojn zatekli na varno. Čeprav so nekateri prostori in tuneli kar utesnjeni, pa se je lahko v mesto zateklo kar 20.000 ljudi skupaj z živino in zalogami hrane. Še danes se lahko sprehodimo skozi številne tunele in si med drugim ogledamo tudi stiskalnice vina in olja, kapele in prostore za živino. Gledali podzemno mesto, res je ogromno in globoko, polni jarki so oziroma kanali, te tuneli so res ozki in se moraš ponekod res skoraj po vseh 4 plazati, ampak je pa definitivno vredno ogleda, tako da res lep zaključek Kapadokije. Ja, sicer nekdo, ki je zelo visok ali pa ima klaustrofobijo, mogoče na kakšnih delih ima že malo probleme, ampak ni treba iti čisto do dna, lahko si pač samo vrhnje štuke ogledaš, če imaš s tem težave.
bilo kar lepo, bili smo parkirani na 1800 metrih in smo pričakovali, da bo kar mrzlo po noč, ampak je bilo oblačno, tako da ni bilo to hudo, malo nad nulo, tako da nismo zmrznili. Zdaj smo pa na poti naprej proti jugu, ne vemo še, bomo šli danes do obale ali bomo prešli do enega kanjona pa tam prespali. V bistvu ta kanjon zna biti lep, ampak je malo slabo vreme, tako da bomo videli, kako se bo vreme razvijalo. Če bo v redu, bomo še do onega kanjona zavili. Če ne, pa bomo danes se še kopali mogoče. Včeraj smo prepozno prišli sem, tako da nismo mogli hoditi v ta kanjon, tako da gremo zdajle, pa upamo, da bo lepo. Prehodili tale kanjon, res je bil kar lep, v bistvu smo prehodili na koncu nekih 18 km. En del kanjona je res ful polozek in visok, pol se malo odpre, ampak je tudi ves čas lepo, po soncu je bilo lep gozd, borov, prav lepo je dišal, tako da je bilo res kar zanimivo. Zdaj se pa že naprej vozimo, moramo signal najti, ker včeraj je bil zelo slab, mi nam moramo pa delati večer.